Dober dan in dobrodošli znova v seriji Forbesovih pogovorov 30 po 30. To je pogovor z mladimi, ki premikajo meje. Sem Bojana Humar, urednica Forbesa Slovenija, in z mano je Miha Jagodic, soustanovitelj in direktor portugalskega podjetja Blockit, ki razvija pametne parketomate. Kot vemo, gre za rešitev, da nam ni treba več po pakete na pošto. Miha je v 7 letih zgradil podjetje vredno blizu 200 milijonov evrov, zaposluje okoli 400 ljudi, letos pričakujejo več kot 100 milijonov evrov prihodkov in dobrih 150 milijonov uporabnikov. Pozdravljen. Ja, hvala za vabilo. Miha, najprej vprašanje, zakaj so vaši paketomati pametni? Torej, paketomati so neka zelo kompleksna infrastruktura, prav zaradi tega menedžiranja oziroma upravljanja te infrastrukture gre tukaj zelo veliko nekih raznih procesov iz vidika kontrole uporabe, planiranja kapacitete in tako naprej. In prav zaradi te kompleksnosti se jih je nekako prijel še iz mobilne industrije, ko smo si rekli smartphone, pametni telefon, da je to nek pametni paketomat. V resnici gre pa tukaj za paketomat, ki je digitalen. Radi rečemo, da se ideja lahko porodi kjerkoli. Vam se je recimo kot najstniku na hrvaškem otoku Brač. Kdaj se je zgodil ta preblisk? Kaj se je zgodilo? Ja, torej, ko se gre za ideje, se mi zdi, da vsakič, ko se gre za nek preboj, ga je zelo težko doživeti v svojem vsakdanu. Svoj vsakdan pa nas potisne v neko rutino in ko se enkrat v tej rutini težko se nekaj spomniš. No, pri meni se je to zgodilo na plaži, se mi zdi, da se to mi zgodi vsako leto, kljub temu, da nimam veliko časa za odmor, ampak ko grem v nekaj izven svojega okolja, dobim najboljše ideje. Pri meni se je pa to zgodilo čisto enostavno s tem, ko sem bil na plaži, s potrebo, da shranim svoje predmete. Videl sem nekega lokalca, ki je ponujal shrambo predmetov v neki njegovi, bi rekel, koči oziroma nekem prostoru. In skozi tako osnovno idejo sem potem razvil idejo, da mora biti nek prostor za shranjevanje predmetov oziroma dostavo paketov ali kakorkoli v obliki paketomata. Delujete v Lizboni, kjer ima sedež tudi 7 let staro podjetje Blockit. Pa me zanima, če lahko na kratko poveste, kako vas je pot pripeljala na Portugalsko. Torej, za Portugalsko sem se odločil, ker sta moja soustanovitelja Portugalca. Že na začetku, ko smo imeli idejo, da bomo začeli s podjetjem, smo se zelo pragmatično in racionalno pogovarjali o tem, da podjetja v začetnih fazah razpadejo zato, ker se ustanoviteljska ekipa ne strinja oziroma je nekaj narobe z ekipo. In mi smo hoteli to statistiko preprečiti že s tem, da bomo fizično locirani skupaj. Zdaj, 2 Portugalca, jaz sem bil edini Slovenc in sem se jaz tisti, ki sem se prilagodil. Ampak poznali ste se pa v Silicijevi dolini, če se ne motim, drži? Z enim od njih, ja. Jaz preden sem začel s Blockitom, sem se ukvarjal z organizacijo poslovnih poletnih šol. En od teh programov je bil v Silicijevi dolini. Moj današnji soustanovitelj je bil po bistvu takrat moj deleženec. Jaz sem bil tam kot koordinator. Ja. Kako težki so bili začetki? Recimo, kolikokrat ste se držali za glavo in se spraševali, kaj mi je tega treba bilo? Ja, mislim, začetki so težki v tem, da so zelo nejasni. Jaz sem se takrat preselil v Lizbono, pridobili smo nekaj denarja, neko investicijo, ogromno neke odgovornosti, za pokazati nismo imeli pa nič. In to je nek dnevni pritisk, ki ga nosiš sabo v vsem, kar delaš. Se mi zdi, da to je predvsem težko. Vsak dan vse te spomne o tem, da si nekje z razlogom, ampak ta razlog mogoče ni upravičen. To je čisto na dnevni bazi. Začetki so bili pa za nas težki, zato ker je naš produkt v glavnem hardware, torej strojna oprema, to pa ni zelo popularno pri investicijah in smo mi zelo težko dobili nek zagonski kapital za začetek. Ja. Kakšni so sploh pogoji na Portugalskem za razvoj startupov? V tem startup mehurčku je zelo veliko nekega optimizma. Se mi zdi, da so pogoji v redu. Jaz v bistvu ne govorim portugalsko in zaradi tega ne berem nobenih takih novic oziroma se ne vem točno, kako se s Portugalsko dogaja, ampak za startupe imajo kar nekaj samorogov. To nekako spodbuja ta lokalni community. Zato se mi zdijo pogoji dobri. Sploh
talent na Portugalskem je relativno poceni v primerjavi, ne vem, z večjimi mesti ali pa z Francijo, Nemčijo, Anglijo. In tukaj smo mi imeli neko prednost, da smo lahko zgradili ekipo, ki je bila cenovno konkurenčna, kar se pa tiče znanja pa popolnoma konkurenčna. Ja. Če daste en tak pogled še od zunaj oziroma malce oddaleč na slovensko startup sceno, kaj po vašem mnenju je potrebno, da se bolj razvija oziroma kaj, če vprašam malce drugače, ali bi vi podjetje, če bi bili recimo edini ustanovitelj, preselili v Slovenijo? Včasih bi sigurno odgovoril, da bom začel podjetje v Sloveniji, ker nisem poznal drugače. Danes bi zelo težko, pa nimam nič pred temu za začeti v Sloveniji, ampak ko gledam skozi prizmo tega, kar delamo danes, jaz veliko potujem, potrebujemo kar nekaj visokih investicij, mi pa vemo, da potovanje v Sloveniji z našim letališčem ni najlažje. Po drugi strani pa... Torej, letalska povezljivost... To je nekaj, kar meni pomeni veliko. Moramo imeti, jaz imam rad projekte, kjer se gradi velike ekipe, velike zgodbe, rabam imeti nek velik bazen talenta, pa nek dostop do kapitala. Zdaj, jaz ne rečem, da Slovenija nič od tega nima. Jaz samo pravim, da je v Sloveniji težje dostopati do tega, kot mogoče nekje drugje. Ja. Ampak pomemben del kapitala zagonskega oziroma potem, ko je bilo podjetje že ustanovljeno, ste dobili prav od sklada, ki je v lasti slovenskih soustanoviteljev. Ja, tako je. In smo na to tudi zelo ponosni. Tukaj je šlo za dobro plat tega, kar sem prej rekel, da je Slovenija majhna. V našem primeru je bilo to dobro, ker smo se v bistvu z nekaterimi ustanovitelji poznali že odprej in smo imeli nek ta dostop. Tako da jaz zelo ponosno povem, da je v bistvu Fileruš Capital bil tisti prvi institucionalni partner, ki je šel čez vse te negotovosti in nas je podprl. Eden od soustanoviteljev je bil tudi vaš profesor, če se ne motim, na ekonomski fakulteti, drži? Tako je, ja. Aleš Pustovar. Ja. Pomembno vlogo, zdaj ko sva pri začetnem kapitalu, je imel tudi vaš oče, Zvone Jagodic. On je sicer bil soustanovitelj portala najdi.si, ki je v podjetje vložil za, mislim, da 200 000 evrov. Skupaj ste zbrali pa v 7 letih 35 milijonov tveganega kapitala, kar je kar veliko za recimo evropski startup. Kaj bi svetovali tistim, recimo, ki razmišljajo o takem načinu zbiranja kapitala, glede na to, da ste pri tem bili uspešni? Kako prepričati vlagatelje? Ja, tukaj bi povedal mogoče dve zadevi. Ena jo ponavljam zelo pogosto in sicer, da ko se išče neko investicijo oziroma ko se gradi podjetje, ko se ve, da bo podjetje v prihodnosti potrebovalo investicijo, se na to ne sme čakati takrat, ko dejansko denar potrebuješ. Torej, zelo pomembno je, da se naveže nek stik z investitorji, da se jim pove, kaj se z podjetjem dogaja, še preden do investicije pride, da se zgradi neko torej, tukaj sodelovanje, zaupanje ali da se zgodi neke povezave, ne? Da se zgradi zaupanje, v glavnem, ja. Po drugi strani je pa zelo pomembno, da se v podjetju, ko se prepričujejo vlagatelji in se gradi tako podjetje, da se zelo veliko osredotoča na prihodke. Se mi zdi, da podjetja se ukvarjajo z ogromno zadevami in z organizacijo sami sebe, z razvojem zelo inovativnih produktov. To je vse super. Jaz sem ugotovil na koncu, da če ima podjetje dobre prihodke, so vsi ti pogovori in vsi problemi veliko lažje rešljivi, še posebno, ko se gre za iskanje investitorjev. Vlagatelji pač vložijo v določeno podjetje za nek določen lastniški delež. Kaj je pomembno, ko spustiš vlagatelje v lastništvo podjetja, da še vedno ohraniš glavno vlogo oziroma da imaš še vedno glavno besedo pri vodenju? Ker pri startupih se zelo pogosto dogaja, da so vlagatelji v svojih pričakovanjih precej agresivni, zahtevajo visoke rasti, diktirajo tempo, včasih lahko tudi smer razvoja. Kako se vi dogovarjate z njimi? Ja,
zelo zanimivo gledati iz tega vidika, kako investitorji gledajo na investicijo. Oni verjamejo, da ko investirajo vate, bo to podjetje povrnilo znesek celotnega sklada. Ne? Zdaj, če je sklad, ne vem, 50-60 milijonov, oni s tisto investicijo 1 milijona, 2, verjamejo, da se bo to vse povrnili. In jaz se spomnim v preteklosti, sem mislil, da je to hec, da to ne obstaja, ampak mogoče se bi kakšen tudi ustrašil, ko ugotovijo, da so investitorji zelo resni v tej nameri, da oni to želijo doseči s vašim podjetjem. So zelo zahtevni, recimo ti, ki so vložili v Blockit. Kako se dogovarjate z njimi v smislu, koliko je sploh realno zrasti, če so njihove pričakovanja recimo večja, ne, kako se potem pogajate z njimi? Tako je pa zelo pomembno, da ko se usklajuje neke pogoje za vstop investitorja, neka prva intuitivna zadeva je, da se dogovori, kakšna bo valuacija podjetja, za kakšen znesek, koliko procentov damo stran. To je zagotovo pomembno z nekega dolgoročnega vidika, ampak se mi zdi, da je tukaj še skrita zadeva, ki je dosti bolj pomembna, in sicer, kako so ti pogoji sestavljeni. Kaj daš v zameno za visoko valuacijo? Včasih investitorji pristanejo na zelo visoko valuacijo, ker rečejo v redu. Če pa ne dosežete, pa potem mi pridobimo dodatne sedeže v nekem direktorskem odboru in tako naprej. Se mi zdi, da mi smo zelo v redu peljali podjetje na način, da smo bili pripravljeni včasih našo valuacijo oziroma vrednotenje podjetja tudi spustiti v zameno, da nekako zadržimo kontrolo, popolnoma kontrolo. In tudi danes je podjetje vodeno na način, da če se midva nekaj dogovoriva, jaz lahko zagotovim, da se to na koncu izpelje na kjerkoli področju. Torej imate skupaj z še tema 2 Portugalcema, ki ste jo omenili, João Lopes in Ricardo Carvalho, drži? Imate še vedno večinski delež? Nimamo popolnoma večinskega deleža, smo zelo blizu. Kar se pa tiče nekega odbora za direktorje, imamo pa večinsko število sedežev in tudi glasovalne pravice, ki lahko v bistvu pripeljejo vsako odločitev do konca. Ja. Kako pa se vi trije med sabo recimo dogovarjate pri vodenju podjetja? Sprejemate odločitve, vsaj tiste bolj pomembne, recimo soglasjem? Ima kdo mogoče tukaj zadnjo besedo, če pride do nesoglasi, če ne morete, če pač vsak vleče na svojo stran ali pa, ne vem, se skregate? Kako peljete podjetje? Ja, tukaj bi rad spomnil, da mi se nismo poznali, preden smo začeli skupaj podjetje. Mi, ko smo uradno podpisali papirje, smo mogoče se poznali 3 do 4 mesece. In to se mi zdi nekaj zelo pozitivnega v resnici, ker noben ni prenesel nobene prtljage. Mi, če imamo nek konflikt na poslovni ravni, lahko v trenutku prekinemo poslovni pogovor in začnemo naprej, kot da se ni nič zgodilo. Tako da to nam zelo pomaga pri tem nekem sodelovanju. Ko se pa gre za sprejemanje odločitev, mi se ne strinjamo vedno, smo pa trije in smo se dogovorili za sistem, da če se 2 strinjata z odločitvijo, mora tretji to sprejeti in zadevo izpeljati, kot je bilo odločeno. Zelo je pomembno, da se dela z ljudmi, ki uporabljajo zdrav razum. Jaz sem to dal zelo veliko poudarka na naših procesih zaposlovanja in intervjujih. Naš glavni kriterij je, ali je tukaj common sense, ali je tukaj razum v človeku. Ker se mi zdi, da z razumom se da v bistvu dogovoriti čisto vse. Nek intelekt je zelo pomemben, vse pride izkušnje, ampak če ni razuma, vse ostalo v bistvu razpade. Pa ste pogosto v situaciji, ko 2 preglasujeta enega? Včasih bi rekel, da zelo odvisno od ne niti situacije, ampak od obdobij. Ugotovil sem, da takrat, ko se dogaja nek preboj, neka zelo hitra rast, kljub temu, da mi rastemo čez celo leto zelo hitro, se nek obdobje, ko je nek projekt. Takrat ima vsak nek svoje razumevanje, kako se situacija najbolj izpelje. Bi pa rekel, da je to manj kot 50% časa, no? Da v glavnem se kar strinjamo. In mi je to zelo všeč, zelo hitro vodimo firmo, podjetje na ta način. Če se vrneva še malo k kapitalu, ste razmišljali tudi, doslej ste pač zbirali tvegani kapital prek zasebnih skladov, pa me zanima, ali razmišljate tudi o morda prvi javni ponudbi delnic oziroma vstopu na borzo? Ja, torej, to je neka
To je zelo velika tema, v smislu, da za tako potezo mora biti podjetje zelo veliko. Se mi zdi, in tukaj mora biti res neki močni temelji postavljeni. To se ne bo zgodilo v nekaj letih, je pa res, da je to nek naš cilj. Mi verjamemo, da ni razloga, da podjetje Blockit ne bi postalo samorok. Podjetje Blockit je podvojilo prihodke v bistvu od samega začetka več kot podvojilo. Če lahko dodam, Samorok je podjetje, ki je vredno milijardo ali več dolarjev. Ja, mi trdno verjamemo, racionalno, da ni razloga, oziroma seveda je ogromno razlogov, ker je to zelo velika zadeva, ampak ni razloga, da ne bi verjeli, da ne bi bilo to podjetje nekoč vredno več kot milijardo. Imamo vse pogoje, imamo stranke, ki imajo doseg, da nam v bistvu to omogočijo. Imamo zelo močno ekipo ljudi, ki so v preteklosti delali za podjetja kot so Amazon, Google, Apple. Tako da se tega veselimo in verjamemo, da lahko postanemo dovolj veliki, da v bistvu nekoč, mogoče čez nekaj 5 let, gremo čez to javno ponudbo. Zaposlujete okoli 400 ljudi, kot sem že omenila. Imate 7 pisarn in 4 proizvodne enote po Evropi. Pa me zanima, kako vzdržujete ta začetni start-upovski duh, recimo, ko so res vsi ustanovitelji in zaposleni zelo zagnani, oziroma ali sploh mogoče to zadržati potem, ko je že toliko zaposlenih, ko so procesi že v veliki meri verjetno tudi v podjetju strukturirani, in še posebej glede na to, da imate zaposlene na zelo različnih lokacijah po Evropi. Tako, ja. Zaposlene imamo v 7 državah, zelo različni profili zaposlenih, od vzdrževalcev do visoko kvalificiranih tehničnih delavcev in tako naprej, programerjev. In mi podjetje vodimo tudi na način, kot da so to 3 podjetja v enem. Imamo tukaj podjetje strojne opreme, hardware, programske opreme, software, v bistvu vzdrževanje, in prav zaradi tega moramo imeti neke strukturirane pravne in kadrovske procese, drugače podjetje ne more izpeljevati. Kako pa mi zagotovimo nek ta start-upovski duh, ki jaz mislim, da je zelo pomemben, in vidimo tudi v Silicijevi dolini, koliko oni dajo neke pomembnosti ustanoviteljev, je pa to na način, da so ustanovitelji, da mi dejansko kljub temu, da imamo danes zelo profesionalen management, da imamo res zelo veliko neko strukturo, ogromno nekih procesov, da imamo pa mi doseg do vsakega zaposlenega v podjetju. In z vsakim zaposlenim na vseh nivojih v tem smislu tudi dnevno komuniciramo. Jaz recimo, skrb za stranke je zame zelo velika prioriteta. Jaz verjamem, da brez prihodkov, brez srečnih strank ni podjetja. Jaz na dnevni bazi komuniciram z ljudmi, ki, če bi zdaj narisal neko hierarhično strukturo, so povsem na dnu. Ampak jaz kot nek direktor z njimi komuniciram dnevno. In se mi zdi, da mi, ko imamo vse neki ta start-upovski duh, na ta način razporejamo na nek način to inspiracijo v vse pore podjetja. Ja. Je težko dobiti dober kader? Ja, se mi zdi, da dober kader je v bistvu nek glavni pogoj za uspešnost podjetja, in dobra podjetja to razumejo, in dobra podjetja so pripravljena dober kader zelo dobro plačati. In tukaj se dogaja potem neka konkurenca, in zaradi tega bi rekel, da ja, težko, tudi zaradi tega, ker ko ti dobiš močen kader na visokih pozicijah, v bistvu neko smer podjetja usmeriš proti njemu, da on to zdizajnira po svoje, in če je neuspešen, je potem velik problem za podjetje, ker se mora najti nekega novega menedžerja. Ja. Kaj pa recimo pri vas počnete, da dober kader, ki se izkažejo res strokovnjaki, ki so tudi kompatibilni s podjetjem in tako naprej, da zadržite? Poskušamo jih zadržiti predvsem z nekimi shemami nagrajevanja. To se mi zdi, da dober kader to ceni. Po drugi strani pa tudi z deležnikom v lastništvu podjetja. Z lastništvom v podjetju, tako je. Ja. Mi imamo svoj ESO program, torej ne vem, kakšen bi bil slovenski sicer prevod, ampak Employee Stock Option program, kjer nagrajevanje preko lastniškega deleža. Ker se mi zdi, da vsi vidijo rast podjetja. Jaz bi se recimo slabo počutil, da bi oznanil neke rezultate,
zaposleni pa bi to videli in bi rekli, aha, super za njih, ampak jaz nimam od tega nič. Ne. To smo mi s tem preprečili. Kolikšen delež recimo podjetja je že v lasti zaposlenih? Tukaj gre za delež, ki je, bi rekel, pod 10%. Je pa res, da podjetje v uvodu so omenile blizu 200 milijonov vrednosti, to je zdaj mogoče že kakšno leto star vrednotenje. V tem primeru jaz verjamem, da se pogovarjamo tukaj mogoče v podvojitvi te vrednosti, kar pomeni, da ti procenti predstavljajo, bi rekel, vrednost tem ljudem, ki jim dejansko spremeni življenje v primeru likvidacije teh sredstev. Lani ste se s 3 držav razširili na 10, ustvarili ste 85 milijonov evrov prihodkov, letos, kot že omenjeno, računate na krepko več kot 100 milijonov. To je zelo hitra rast in tudi konec lanskega leta je analitska hiša Deloitte izbrala Blockit za najhitreje rastoče podjetje na Portugalskem in drugo najhitreje rastoče podjetje v regiji. Zdaj, pogosto se startupom zgodi, da klecnejo prav na tej točki na hitri rasti, ker je ne znajo obvladovati oziroma je ne zmorejo obvladovati. Naj gre za povečevanje števila zaposlenih, prihodkov, trgov, strank in tako naprej. Pa me zanima, kako vi obvladujete to hitro rast? Kaj počnete, da se vam nekega dne res ne zalomi? Ja, torej, sigurno je ta, mi rečemo, te vzdržna rast, je faza, v katero zdaj prihajamo. To pomeni, da včasih poskušamo samo rast ustaviti umetno, prav z namenom, da lahko zgradimo neke procese do konca in omogočimo podjetju, da deluje normalno tudi ob taki rasti. To seveda ni enostavno, bi pa rad poudaril samo to, res je, mi smo bili izbrani za najhitreje podjetje na Portugalskem, drugo najhitreje rastoče podjetje v regiji, v smislu cela EMEA regija, to je Middle East, Evropa in pa Afrika. To pa zato, ker je Deloitte takrat ocenjeval podjetja v 4 letih in kako hitro so zrasli v zadnjih 4 letih. To pomeni, da so začeli meriti, preden se je začel AI boom. Danes vidimo podjetja, ki rastejo tako hitro, kot smo mi zrasli v 4 letih, mogoče v 2 letih, ampak niso padli v to lestvico. Tako da je zelo zanimivo za nas kot ustanovitelje, da smo v porastu vseh teh zgodb v Evropi v bistvu označeni kot najhitreje rastoče podjetje. Kako obvladujete to rast? Predvsem za zaposlovanjem zaposlenih, ki so to hitro rast že izkusili. Recimo, ko se gre za vzdrževanje paketomatov, mi postavljamo tudi do 1000 paketomatov na mesec. Tukaj smo zaposlili ogromno nekega kadra, ki so se ukvarjali z električnimi skiroji, podjetja kot so Bolt, Lime in tako naprej. Oni so šli čez zelo, zelo hitro rast, ko so morali prav tako neke fizične hardware produkte postavljati in vzdrževati po raznih mestih. To je samo en primer. Ko se gre za software, za programsko opremo, tako kot ste omenili, mi imamo čez 100 milijonov uporabnikov na naših paketomatih letno. Naši paketomati so danes bolj obiskani, kot je obiskan najbolj zasedeno letališče na svetu. Tukaj zaposlujemo programerje, ki so se že ukvarjali z nekim takim močnim nekim obremenitvijo sistema. Na ta način. Doslej ste rasli izključno organsko. Razmišljate tudi o prevzemih ali niti ne? Ja, v prevzemih razmišljamo že nekaj časa, je del naše strategije. Smo imeli že kar nekaj poskusov, nekaj neuspešnih, smo zaključili neko uspešno investicijo, ampak to je bila zelo malo v nekega našega partnerja, podjetja v Španiji, ki se ukvarja z vzdrževanjem paketomatov in smo na ta način razširili našo bazo vzdrževalcev hitreje. Bomo pa zagotovo. Naša vizija je, da postanemo največje podjetje na svetu, ki se ukvarja z izdelavo nekih produktov za sprejemanje paketov izven doma. Torej, paketomati danes so ena opcija, obstaja, mi pa verjamemo, da je tukaj še ogromno nekih produktov, ki bi lahko uporabljeni v tej industriji. Danes je kar velika konkurenca v tej industriji pametnih paketomatov. Ko ste vi vstopali pred 7 leti, ni bila še toliko razvita. Ja.
Drži. To je bilo v bistvu tudi eden od razlogov, da ste lahko tako hitro rasli. Ja, zagotovo. Rast trga nam je omogočila to hitro rast. Po drugi strani je bila naša konkurenca zelo enostavna, v smislu, da to niso bila tehnološka podjetja, to so bila podjetja, ki so se ukvarjala z izdelavo različnih kovinskih oziroma železnih produktov in so potem videli neko povpraševanje po paketomatih in so na ta način poskušali te paketomate izdelati. Po drugi strani mi konkurenco zelo nekako podpiramo, v smislu, da je to znak zdravega trga. Največja sprememba, ki se je v teh 7 letih zgodila, recimo je, da v začetku smo mi podjetje mogli razložiti, zakaj se paketomati sploh obstajajo oziroma kako se uporabljajo. Danes moramo samo povedati, kako smo mi drugačni. Ja. Vaši partnerji, s katerimi je tudi vaše podjetje zelo hitro raste, so recimo res velikani v logistiki, kot so DHL, GLS, DPD. Ja. Kako mali startup, recimo, ko ste jih pridobili, se bili stari 4-5 let podjetja, kako en mali startup prepriča tako velike multinacionalke? Ja, tukaj lahko tudi povem, da nam je v veliko čas delati s temi podjetji. Meni osebno, jaz recimo grem v sedeže teh podjetij in to so stolpnice, recimo DHL, njihov zelo znani Post Tower v Bonu. To je neka izkušnja, ki jo nese s sabo. Je pa res, da je startupom zelo težko delati s temi podjetji, ker tukaj se gre za investicije, za zelo visoke investicije v infrastrukturo in to je njihova kritična infrastruktura. Oni dajo nek svoj brand na ta paketomat in sprejemajo milijone svojih uporabnikov, ki ne vejo, da smo mi za tem. Nam je pa to uspelo prav zaradi tega, ker mi smo vedeli, da nam to uspe, potrebujemo samo eno podjetje. Eno podjetje, ki je pripravljeno nas podpreti in potem bodo ostale rekla v redu. Če oni delajo z njimi, bomo tudi mi. In za nas je bilo to podjetje Vinted. Vinted je bilo v Sloveniji neznano zelo dolgo časa. Vinted je podjetje, Zdaj je prišlo tudi v Slovenijo končno v zadnjem času. Končno je prišlo tudi v Slovenijo. Jaz vem, da oni zelo radi oglašujejo po vseh televizijah in so zelo agresivni tudi na YouTubu. Zato verjamem, da jih poznate, ampak Vinted je res eno super podjetje, zelo, zelo hitro rastoče podjetje. In oni, kljub temu, da mislim, da imajo več kot 2000 zaposlenih, se še vedno podjetje vodijo kot startup z 20 zaposlenimi. In na ta način so bili tudi pripravljeni izbrati Blockit. Kljub temu, da smo imeli takrat 20 zaposlenih, so bili pripravljeni investirati v bistvu milijone v infrastrukturo, da jo proizvedemo mi. Kljub temu, da smo se mi v bistvu na njih na nek način tudi učili profesionalnega podjetništva. Ja. Oni so iz Litve, če se ne motim, ne? Litvansko podjetje. In potem ste prepričali še druge res velikane oziroma bolj znana imena v logistiki, kot so DHL pa GLS. Ja, torej Vinted letos prodaži za 10 milijard izdelkov na svoji spletni strani. To pomeni, da jih vsi logisti zelo dobro poznajo in se tudi zelo močno borijo, da razvažajo te njihove pakete. Prav zaradi tega je bil Vinted idealna stranka, da v bistvu pridemo tudi do teh večjih kurirjev. Drugi je bil DHL, potem pa smo nekako tudi uspeli zagotoviti sodelovanje z vsemi ostalimi. Danes so te stranke DPD, GLS, InPost, Every in tako naprej. Zaenkrat ste pretežno v Evropi. Vas zanima tudi ameriški trg? Ja, zagotovo. Ja. Mi celo verjamemo, da smo podjetje, ki je unikatno dobro pozicionirano za to, da suportiramo projekte v Ameriki. Prav zaradi tega, ker imamo stranke, ki o tem aktivno razmišljajo, nekatere imajo tudi tam že svojo prezenco. In ja, zagotovo. Vaše paketomate Next napajajo baterije in ne potrebujejo povezave z električnim omrežjem, kar omogoča, da lahko namestite omarice tudi na lokacije, recimo, kjer jih prej niste mogli. Pa me zanima čisto v razvojnem smislu, kaj počnete, kaj razvijate, kateri bodo naslednji produkti, nadgradnje, inovacije pri vas. Super, ja, za podjetja. Zdaj, ko vejo, da so paketomati njihova kritična infrastruktura, to želijo postaviti čim hitreje, seveda hitreje kot njihovi konkurenti. Zaradi tega iščejo rešitve in paketomate, ki so postavljeni na najbolj možen enostaven način. Ko se gre za te naše baterijske paketomate Next, v bistvu je to
enak paketomat kot vsak drugi, ampak se ga ne rabi vstaviti v elektriko. To pomeni, da ne rabiš ne certifikatov, ne nekih permits za postavitev in električnega vtikača. Zakaj je to težko narediti? Zakaj smo edino podjetje, ki v bistvu ponuja to na tako visoko tehnološki način? V bistvu je cel sistem popolnoma drugačen in nima v bistvu skoraj nobene enakosti z drugimi paketomati, ki so recimo električni. To zato, ker rabijo vse te komponente, ki ga sestavljajo, mora biti zelo, njihova uporaba energije mora biti izjemno nizka. To pomeni, da smo naredili paketomat, ki je v bistvu v stanju spanja in se avtomatsko aktivira z prihodom človeka do paketomata. Mi imamo to senzorje in to je v bistvu na ta način, da na ta način komunicira tudi z oblakom. Ja, v bistvu komplicirana tehnološka zadeva. Kaj imate še v razvoju? Mi smo lansirali nov produkt, ki je v bistvu namenjen samo vračilom. To je v bistvu kot nek paketomat, ki ima samo ena vrata, kjer jih lahko v bistvu dostopaš in vrneš svoje izdelke. Vračila so nekaj, kar je v logistiki zelo velik trend. Vsi zelo veliko zdaj naročamo, ampak potem tudi nekega blaga vračamo. Ja. V ostalih produktih pa mogoče enkrat naslednjič. Je pa res, da zdaj gremo ven mogoče samo iz teh klasičnih paketomatov v druge produkte, ki bojo omogočali uporabnikom na najbolj enostaven način prevzeti pakete izven svojega doma. Kako se znajdete, če gledava zdaj res širše, kako se znajdete v teh res nepredvidljivih geopolitičnih in tudi ekonomskih razmerah, ki prinašajo zelo hitre in nenadne spremembe tudi v poslovanju podjetij? Kako vse skupaj tudi vpliva na vas? Ja, zadeva je enostavna, prav zaradi tega, ker mi sestavimo naš paketomat iz ogromno nekih različnih delov sveta. Neke komponente potujejo skoraj pol sveta oziroma pol sveta. In tukaj se zelo veliko pogovarjamo s strankami, to se mi zdi neka ključna zadeva. Oni so zelo dobro informirani o tem, kakšni so naši dobavni roki. Istočasno smo pa mi tudi zelo informirani, kaj to pomeni za njih. Se pravi, naše stranke so logisti, cena nekega nafte oziroma spreminjanje tega lahko vpliva mogoče tudi na njihove plane oziroma kako samozavestni so za investicije. In se v bistvu veliko pogovarjamo o tem, kakšni so njihovi plani, ali se kaj spremenijo ali ne. Jaz bi rekel, da v bistvu za rast podjetja mi nismo videli s tem še nobenih težav. Je pa res, da dobavne verige in to nekako postavijo naše dobavne službe v zelo neprijeten položaj in imajo kar nekaj stresa zaradi tega. Seveda, ker se zamikajo roki in tako naprej. Roki se zamikajo, konkurenti, pa ne samo naši. Komponente, ki jih mi uporabljamo, uporabljajo tudi veliki proizvajalci avtomobilov in tako naprej. Oni zakupijo komponent za 3 leta vnaprej, ko se dogaja take stvari. Blockit danes ni v poziciji, da zakupi za 3 leta materijala, recimo. Ja. Ko ste začeli, je pač zelo običajno, da se dela dolge ure, da je veliko stresa, da tudi ni veliko denarja in da se dela bolj iz rok v usta. Kako ste se kdaj recimo soočali z izgorelostjo? Pa tudi pozneje, kadar podjetje tako hitro raste in je treba toliko procesov obvladovati, me zanima, kako manevrirate v tem delu z morebitno izgorelostjo, s tem, da si vzamete čas zase, oziroma to ravnotežje med službenim in zasebnim življenjem. Ja. Jaz bi rekel, da neke izgorelosti sicer nisem čutil, oziroma jaz se nisem nikoli počutil, da sem na robu izgorelosti. Je pa res, da če me kdo vpraša, če sem utrujen, jaz rečem kronično. To je pa res, v bistvu neka ta utrujenost je vedno prisotna, ure so še vedno dolge. Je res, da na začetku so bile te dolge ure iz drugih razlogov, predvsem zaradi tega, ker ni bilo nobenega, da bi to delo naredil. Torej, 3 ustanovitelji morajo biti vse od računovodkinje do nekega vzdrževalca. Jaz se spomnim, kakšne vikende smo tudi hodili v Francijo in tudi popraviti kakšen paketomat ročno za ta način. Danes so to druge ure, se pa sigurno ne zmanjšajo. To je nekaj, kar želim ugotoviti tudi sam zase, zakaj je tukaj še vedno 12 do 14 ur prisotnih na veliko dni. Kar se pa tiče tega nekega,
kako se reče, nekega work-life balance, jaz Ja. bi rekel. Stvar, ki jo pogrešam, je mogoče, da bi razvil kakšne hobije. Tega mi ni uspelo. Včasih, če se odločimo naprej, da ta vikend bom pa res frej, ne bom delal ničesar, se zgodi, da v bistvu ne vem, kaj bi delal, ker edina stvar, ki jo poznam, je v bistvu sprehod. Tako da na ta način, in pa da sem seveda z mojo družino, ki pa gremo na sprehod, ampak mogoče na ta način malo pogrešam, ampak ta fokus oziroma nek flow na delovanje podjetja in pa na neskončno izboljševanje je, mislim, da pri nas zaenkrat tako močen, da v bistvu se kar malo ne zavedamo, no, kaj se v bistvu okrog dogaja. Jaz vam želim, da čim prej postanete samorok in uspešno še naprej. Ja, hvala. Glavna podpornika izbora 30 po 30 Forbes Slovenija sta Mercator in Bosquar In. Podpornik kategorije podjetništvo je MG Motor.